Gospod Zajc, kako komentirate osnutek KPK-ja, ki bremeni gospoda Cerarja, pa neuradno tudi notranjo ministrico? Kaj ravno v tem času in te očitke, kako jih komentirate? Mislim, da je naš predsednik vlade zelo dobro odgovoril na njegove očitke. Če bomo zdaj politične sodelavce na tak način obravnavali, bi tudi jaz imel potem težav, ker sem recimo glasoval za predsednika Državnega zbora. Vam je kaj sumljivo, zakaj to zdaj ravno v tem času, ko je razprava o privatizaciji na najvišjem nivoju in razdvaja ljudi? O tem pa ne bi mogel, mislim, presojati. Res ne bi vedel, zakaj ravno v tem trenutku. Torej, če smo že pri vprašanju privatizacije, kakšno zdaj stališče SMC-ja? Je SMC enoten okrog tega sklepa, okrog te odločnosti, ki jo je pač nakazal tudi predsednik vlade prejšnji teden? Skratka, gre privatizacija naprej, kot je začrtano, slišati je nekatere pomisleke tudi iz drugih koalicijskih strank. Privatizacija gre naprej, zaradi tega, ker to je bila naša zaveza, to je prejšnji sklicman Državnega zbora sprejel in enostavno menimo, da kot država ne moramo delovati na način, da en državni zbor sprejme neko zavezo, drugi pa potem to povozi. Tako da SMC še naprej podpira to, da se privatizacija nadaljuje po transparentno seveda in v najboljši dobri veri. Pa boste gledali tudi na samo ceno podjetij? Karel Erjavec je prej pač omenil tudi to, da pač v bistvu bodo zastopali tudi stališče, da pod ceno absolutno ne smejo iti. Pri prodaji ni pomembna le cena, je tudi pomembno, kakšen partner bo vstopil v to podjetje. Za nas je seveda pomembno, da bodo učinki prodaje naših podjetij pozitivni. Torej zagotavljate, da posega v ta seznam teh 15 podjetij kljub nekaterim koalicijskim zdaj novim podvigom ne bo in pa tudi, da bo Telekom naposled prodan? Zagotavljamo, da bo privatizacija potekala nadzorovano, to, kar tudi piše v naši koalicijski pogodbi, in za SMC je pač koalicijska pogodba tista, ki nam daje smer, v kateri delujemo. Kaj pa soda kreditojemalcev v švicarskih frankih? Torej, ne vem, včeraj smo videli primer na Hrvaškem, vlada je precej restriktivno ukrepala. Ima vlada v Sloveniji kakršnekoli možnosti za podobne inštrumente, oziroma kaj bi po vašem mnenju morala vlada priti nasproti tem kreditojemalcem? Na Ministrstvu za finance ravnokar preverjajo, kaj lahko storijo, in ko bomo do teh ukrepov možnih prišli, bomo seveda podprli. Jaz se moram vrniti nazaj na KPK, namreč iz odprtega pisma je razvidno, česa pravzaprav gospoda premierja KPK bremeni v teh očitkih, v tem osnutku. Zdaj po mojih zanesljivih informacijah tudi gospod Alenko Bratušek bremeni točno istega člena, istega odstavka, vendarle ste takrat dejali kot stranka SMC, da imate pomisleke pri sodelovanju z zavezništvom Alenke Bratušek v koaliciji med pogajanji, ker gre za neko motnjo, ker jo preiskuje KPK. Zdaj pa praktično enako, identično, torej gre za isti odstavek, isti člen, bremeni tudi gospoda Cerarja in ima povsem Cerar drugačno stališče. Govoril, da je motnja. Nanaša se na isti člen, ne gre pa za isto stvar. Hvala lepa. Ja, prav, bom jaz začela z malo bolj provokativnim vprašanjem. Mogoče, če lahko samo komentirate osnutek KPK-ja, ki bremeni gospoda Cerarja, pa notranjo ministrico, in pa odgovor, verjetno ste si prebrali odprto pismo gospoda Cerarja Štefanecu. Namreč nekako ga bremeni, da bi lahko ravnal koruptivno, ker sta z Bulčeva politično povezana. Poglejte, jaz to zelo težko komentiram, postopek še ni zaključen, počakajmo zaključke postopka. Mislim pa, da bi bilo dobro, če bi se KPK z bolj resnimi vprašanji ukvarjala. Korupcija je problem v tej državi, ta navzkrižje interesa, pa mislim, da je tako, mislim, da so pripeljali zadevo zelo daleč, in če bo temu tako, da to dejansko pomeni takšno ravnanje navzkrižje interesov, pol sploh si ne predstavljam več, kako bo politika sploh delovala. Že v Državnem zboru si ne predstavljam, če bojo moji poslanci podprli naše ministre za vlado
a gre tukaj za navzkrižje interesov, ampak glejte, jaz nisem strokovnjak z tega področja, KPK vodi postopek, počakajmo na zaključke, ampak mislim, da so druge stvari, ki to državo bolj bremenijo, naprimer T6, da ne bi govoril o kakšnih drugih zadevah. Zdaj greste k svojim poslancem, nekako, kot je slišati, bo tema privatizacija. Tudi v vaši stranki so nekakšni različni pogledi, vsaj tako je slišati. Videli smo prejšnji teden tudi gospo Kožuh Novakovo, ki je bila z podporniki peticije Ustavite razprodajo. Kakšna je situacija, kakšno je stališče Desusa glede tega vprašanja? In tudi seja petkova je pokazala na razkorak. No, kar se tiče privatizacije, glede teh 15 podjetij, tukaj je treba spremeniti sklep državnega zbora in ko bo ta sklep spremenjen, potem se bo ta privatizacija ustavila. Zaenkrat takšnega sklepa ni, je pa stališče stranke Desus, da tudi če se nadaljuje prodaja teh podjetij iz prvega paketa, če ne bo prava cena, potem ni prodaje in to bo naše stališče. Glede drugega paketa oziroma strategije, glede nadaljevanja privatizacije državnih podjetij, pa mi smatramo, da bi bilo potrebno, preden sprejmemo takšno strategijo, tudi upraviti eno analizo, kaj smo pravzaprav dosegli s prvim paketom, kakšni so učinki prodaje teh podjetij, kako je to vplivalo na nova delovna mesta, na boljše rezultate in na podlagi tega lahko potem nadaljujemo to razpravo, ker sicer se strinjam, da v tem trenutku ni nujno, da razprodamo celotno državno premoženje, bolj nujno bi pa bilo, da bi upravili tudi razpravo o tem, kako doseči glede preostalih podjetij, ki so ostala v državni lasti, boljše donose, ker eden od problemov državnih podjetij je, da so slabo upravljena, da so donosi precej nižji kot za podobna podjetja v tujini. Nekje pravijo, da so ti donosi tam, kjer dobro gospodarijo 8%, pri nas je pa nekje 3,8%. Mislim, da je to razprava, ki jo moramo začeti, ko bomo obravnavali to strategijo. Zdaj, prejšnji teden ste rekli, da bi ocenili, da bi bil poseg v ta prvi privatizacijski sveženj neresen. Neverodostojen, ker poglejte, mi smo dali določene zaveze, tako komisiji kot tudi finančnim trgom in če nisi verodostojen, to je lepo povedal ne samo minister za finance, tudi gospod Mrak, to pomeni potem tudi sprememba bonitetnih ocen, obrestne mere se spremenijo. Treba je pa vedeti, takrat je pač šel ta paket zaradi tega, ker smo bili dejansko v kot stisnjeni. Torej se ne bi strinjali s tem stališčem kot Desusa, kot so vložili amandmane. Desus in SD, obe, pol so ga sicer kasneje umaknili, da bi ta podjetja, ki še niso v prodaji, iz tega prvega paketa dali v strategijo, kar pomeni, da ni nujno, da bi bile med tistimi, ki se prodajajo. Stališče stranke Desus je, da nobeno podjetje, ki ne bi dosegle prave cene, ne more biti prodati, ker mi ne smemo razprodati državnega premoženja, treba je pa seveda spoštovati zaveze. Zaveza pa ne pomeni, če je cena prenizka, da si dolžen ti prodati. Ampak oni so govorili direktno, brez ne oceni, pač pa o tem, da se jih prenese v strategijo. Torej, to je poseg v ta sveženj. Jaz sem vam povedal, kakšno je stališče stranke Desus, amandma je bil umaknjen, tako da to ni bil stališče stranke. Lahko zaradi privatizacije pade tudi Cerarjeva vlada? Ja, lahko. Kar se tiče stranke Desus, jaz sem zelo jasno povedal, mi smo proti razprodaji državnega premoženja. Tukaj zlasti vidimo problem zavarovalnica Triglav, tam imamo upokojenci 34% delež. Mi pričakujemo, da se bo čim prej oblikoval demografski sklad, ta je dogovorjen tudi v koalicijski pogodbi in da ta delež gre v ta demografski sklad. Potem recimo podjetje Petrol, ki je ključno tudi za našo oskrbo, ne vem, če je to dobro, da takšna podjetja prodajamo v tem trenutku, ker v tem trenutku ni nuje, da nadaljujemo v smislu razprodaje tega državnega premoženja. Nujno pa je, da pač izvedemo to, kar smo se zavezali kot država,
če želimo to odločitev spremeniti, jo lahko samo državni zbor. Glede nadaljevanja privatizacije pa, kot sem povedal, treba tudi pogledati, kakšni so učinki prvega paketa, kaj smo dosegli s tem, smo res boljše upravljanje, boljše donose, več delovnih mest in tako dalje. Glede drugega paketa pa oceniti, a je potrebno v tem trenutku. V tem trenutku imamo gospodarsko rast, izvoz je dober, tako da je vprašanje, je pravi trenutek, da nadaljujemo s to privatizacijo. Samo še to, mogoče pravi trenutek pravite, ne? A vam je kakorkoli kaj sumljivo, da ravno v času vroče razprave, kaj prodati, česa ne, prihajajo na dan očitki, ne vem, strani KPK-ja, ki jih še pravniki ne znajo razložiti? Ne, tega jaz ne bi povezoval. Jaz upam, da KPK dela po pravilih stroke. Kot rečeno, postopek še teče. Počakajmo, kaj bodo dokončne odločitve, ampak ta navzkrižje interesov se mi pa zdi, da gre zelo daleč. No. Kdaj pričakujete samo še to privatizacijo, že strategijo v četrtek ali že imate mogoče? Ne, jaz jo še nimam, pričakujem ta teden, tako kot je bilo obljubljeno. Ta pa usoda kreditojemalcev v švicarskih frankih bi morala vlada kakorkoli imeti nasproti, torej videli smo včeraj hrvaški primer. No, na vsak način, ker gre za šok in tukaj bi bilo potrebno poiskati ustrezno rešitev. Naprimer, ena bi lahko bila, da se vzame pač vrednost švicarskega franka v podpisu kreditne pogodbe in se to spremeni v evre. Ampak pogledajte, to je vprašanje zlasti za ministra za finance in pa za bančnike. Ne vem pa, kako resen je ta problem v Sloveniji glede teh kreditov v švicarskih frankih. Na Hrvaškem vem, da je to resen problem. Pričakujete to razpravo že recimo na tej seji vlade, prvi, ki pride? No, jaz pričakujem, da če bo odprl to razpravo, da bo odprl minister za finance, če bo pač ugotovil, da tukaj so določeni problemi. Osnutek poročila KPK-ja, ki bremeni gospoda Cerarja. Kakšen je vaš komentar na vsebino, česar se pravzaprav očita gospodu Cerarju, in pa kako razumete pravzaprav oziroma komentirate njegovo odprto pismo gospodu Štefanicu? Ampak ne boste verjeli, ne bom komentiral tega, ker se mi zdi nepomembno in preden ni v neki fazi, ki je bo res resna, ne bom komentiral tega poročila KPK. Se opravičujem. Potem pa privatizacija v koaliciji je kar zabavno, saj navzven je delovati tako. Kakšni so koraki, ki jih bo SD storila? Pa se veste, da govorimo vsak dan v temah, kot je strategija, kot je privatizacija, kot je proračun in to se ponavlja iz ura v uro, iz dneva v dan. Mi smo glasovali za to, da se na nek način ta sklep ustavi. Zavedamo se seveda tudi tega, da so se vendarle razmere na nek način spremenile v tej državi, ampak lahko tudi zelo hitro padejo razmere oziroma se poslabšajo. Mi bomo v četrtek, predvsem pričakujemo od ministra za finance, da nam da to strategijo, ki bo dala, bom rekel, lahko tudi kakšen odgovor na vse te teme, ki se jih z dneva v dan pogovarjamo v Sloveniji. Zdaj pa je res zadnji čas, da minister za finance, bom rekel, samo vsaj koaliciji predstavi to strategijo. Ampak kaj kaže dogajanje na petkovi seji pravzaprav na stanje v koaliciji? Ne na stanje v koaliciji, če gledate na stanje v tej državi. Še na tej temi smo razdeljeni. Ampak ostro ste nam nasprotovali sprva prodaji Telekoma, kako je zdaj, kakšne so zdaj razmere v stranki? Glede na to, da je to podjetje, ki je uvrščeno na seznam 15 podjetij, ki jih je državni zbor potrdil za prodajo, vmes so se pojavili pri vas pomisleki? Mi smo imeli okoli privatizacije, bom rekel, ali pa prodaje premoženja, zmeram pomisleke, vendarle smo stranka Socialnih demokratov, ki imamo en svoj program. Zadeve, ki smo jih sprejeli pred leta 2013, so kazali takrat, da je treba odreagirati, če ne želimo imeti trojke. Od zdaj pa pričakujemo predvsem od SDH-ja, da je transparentno, da je po pametni ceni in predvsem v smislu razvoja prodaja premoženja, če jih že pač mora. Je pa tudi v stranki, imamo, bom rekel, na nek način ne različne poglede, ampak
pomisleke takšne ali drugačne. Ampak glede Telekoma konkretno, ne, se vam zdi, da to še je moč ustaviti in že precej stroškov je nastalo. Glejte, jaz mislim, da je moč ustaviti, ampak v takrat, ko bomo ugotovili, da cena ni prava in da niso izpolnjeni vsi pogoji. Takrat je pa lahko ustaviti, ker v življenju se ti odločiš tudi doma, da kaj prodaš, da zadevo saniraš, ampak verjetno tudi z neko ceno, z nekim pričakovanjem. Če pa mislijo dati za Telekom X ceno, ki pa bo absolutno nesprejemljiva, pa upam, da tisti prodajalci bojo sami od sebe rekli, ta cena pa za nas ni sprejemljiva. Ne pa kar zdaj tako nastopiti. Ne, težko bomo pa rekli, če bi dali zdaj zelo, zdaj kar špekuliram na pamet. Za Telekom bomo dali 3 milijarde, verjetno ga ni onaka, ki bi to ustavil. Prejšnji teden je bil predsednik vlade precej kritičen do stališča SD-ja glede privatizacije oziroma tega spremembe mnenj tudi v prejšnjih vladah. Do SD-ja so vsi kritični, tako da na to smo navajeni. Kaj pa glede usode varčevalcev v švicarskih frankih? Bi bila iti nasproti? Glejte, mi bomo seveda to tudi na koaliciji malo izpostavili, čeprav jaz upam, da bo tudi Banka Slovenije, tam je vendarle par 100 ljudi zaposlenih, videla ta problem. To je problem seveda posameznikov, ki je lahko za ene velik, za tiste, ki pa nimajo kreditov, pa nikakršen, ampak za vsakega človeka treba pogledati. Če druga ne, treba to ročno spremeniti, za moje pojme, da se bo znižal na nek način obrok. Stroški ne smejo pri tem nastati. Ne smemo pa narediti tudi, bom rekel, še dodatne stroške za druge davkoplačevalce. Se lahko dotaknete še varčevanja, zdaj jutri imate posvet, mislim, imajo ministri, delovni varčevanje, recimo v šolstvu, ne, je kar posvet vlade jutri, ne. Ste kaj govorili o tem na poslanski skupini, vi ste se ostro odzvali na to napovedano varčevanje v šolstvu, ne, in ali je to bilo res koalicijsko neusklajeno, če šlo samo z neko okrožnico? Poglejte, mi nekatere zadeve seveda ne usklajujemo z ministri, to so, bom rekel, pristojni ministri. Seveda pa pri tem rebalansu vsak minister reže tam oziroma zmanjšuje tam stroške, ki misli, da jih lahko oziroma da so nepotrebni. No, mi v tem primeru mislimo, da verjetno lahko na ministrstvu za šolstvo, ki je druge, bom rekel, poberejo teh 3 milijone. Verjamem pa, da je ministrstvo v nezavidljivem položaju, ampak jaz upam, da bo tudi jutrišnja seja dala neke odgovore in da bo ministrica ne pri najbolj ranljivih, ampak kje druge našla te 3 milijone. Ni bilo pa to usklajeno s koalicijo? Glejte, sej pri tem rebalansu, ko linearno režemo nekatere zadeve, enostavno ministri sami po svojih postavkah pobrskajo, to ni stvar poslancev. Hvala vam lepa. To so ministri, delovni svet vlade. Ne, mi naj bi imeli v četrtek. Pred sejo. Ja, zaenkrat še ni vabilo. Strategijo pa definitivno čakamo. KPK-ja ne bom tako dolgo zastavljala vprašanje, samo vaš odziv na ta osnutek, torej bremeni gospoda Cerarja in najmanj notranjo ministrico. Vemo, kaj se jima očita. Prebrali ste si pa verjetno tudi odprto pismo gospoda Cerarja. Kakšen je vaš komentar na očitke in pa tudi na njegov odgovor? Tukaj se več stvari prepleta, ne? Jaz moram reči, da se KPK vedno bolj zapleta v svojih lastnih zgodbah in prepričanjih. Vedno bolj se kaže, da v resnici enostransko tolmačijo sam zakon in to, kar očitajo, če temu res tako drži, to, kar očitajo premijeju, je noro. Potem se nehimo jeti politično strankarsko demokracijo v tej državi in lahko vsi izmislimo nek nov model. Je pa res tudi to, da ob tej zgodbi mora tudi predsednik vlade razmišljati, kako se zapleta v svoje lastne besede, kajti v mesecu avgustu je še sam trdil, da je to neka vrsta motnja v pogajanjih, zato ker je KPK obravnaval popolnoma isto zadevo, ki se mu je zdaj vrnila kot bumerang v tej zgodbi. V vsakem primeru pa sem prepričan naslednje. Če se nismo naučili iz primera Alenke Bratušek in zgodbe, komisarske zgodbe, da se nehimo sami sebe pljuvati in uničevati, pustimo vsaj drugo komisarko popolnoma primeru, naj nadaljuje svoje delo in dajmo vsaj kakšni stvari Slovenci skupaj. Izgledno pravilo, gospod Möderndorfer, ste dobili popravljen zakon oziroma popravke, o katerih ste se dogovarjali prejšnji teden? Ne, nismo še dobili in takoj, ko jih bomo dobili, bomo tudi odločali in verjetno zelo hitro in kmalu, tako da jaz ne vidim noben problem. Ste prosili za izračune, ne za popravke zakona? Ne.
se niste bil zraven na pogovorih, tako da ne veste, kaj smo tam se pogovarjali. Eno so izračuni, drugo pa so seveda tudi popravki, katere je minister in predsednik vlade sta rekla, da bodo oblikovali še znotraj teksta in čakamo samo na ta del, ker mal neroden pa je se pogovarjati, kaj podpiraš, čim ti ne veš, kaj bo v resnici res pisalo. Niti nimate vabila na še eno. Ne, ampak to čakamo, verjetno imajo časovne stiske, se veste, veliko se dogaja zdaj in težko je to v urniku uskladiti. Privatizacija lahko zaradi Telekoma pade vlada Mira Cerarja. Ne verjamem. Zaradi tega, ker mislim, da koalicija bo tako modra, da bo presegla te zadeve. Morate pa razumeti, da pač enostavno vsak mora svojo zgodbo peljati, ampak na koncu se bojo zmenili. Bolj pomembno je, kako bojo strateško upravljali naprej in zapisali v ta dokument, kaj bo z upravljanjem naložb Republike Slovenije. Usoda varčevalcev v švicarskih frankih, kaj bi po vašem mnenju morala storiti v Sloveniji vlada za zaščito njihovih pravic, recimo temu? Videli smo včeraj odziv na hrvaške vlade je bil precej hiter. Ja, veste, pristojnosti vlade v takšnih primerih na Hrvaškem so ene, v Sloveniji pa druge. In tukaj nekaj podobnega ta vlada mislim, da ne bo mogla narediti, ker drugače bo kar šla v ustavo in pa svoj lastni zakon. Zato imamo neke druge vzvode. V vsakem primeru pa mislim, da morajo varčevalci tudi eno stvar vedeti. Ta kredit so vzeli takrat zato, ker je bil bolj ugoden od evrskega. Tok. Zakona in če ste ga obravnavali. Zaenkrat, če nismo dobili od ministra Mramorja predvideno formulo, ki nam jo je obljubil. To bomo potem obravnavali na seji izvršilnega odbora in zavzeli določeno stališče o tem. Vsekakor bi se nam švicarska formula zdela najprimernejša, kajti ta je preizkušena, medtem ko vsaka druga je pa potem vprašljiva, ali bo delovala ali ne. Poročilo KPK-ja, oziroma osnutek je prišel ven, gospod Cerar in Vesna Györkös Žnidar, torej ministrica notranja, nekako jo bremeni, da sta pri glasovanju o Bulčevi lahko ravnala koruptivno, češ da sta preveč politično povezana in pa tudi osebno povezana. In da se celo poznata. Tako, in včeraj je potem Cerar v odprtem pismu rekel, da gre za absurd. Kako vi to komentirate, glede na to, da s čim je to povezano praktično? Kako si razlagate to poročilo KPK-ja in pa potem odziv tudi gospoda Cerarja, če pa vemo, da je denimo, ne vem, pred 2 letoma ostro obsodil oziroma dejal, da se iz tega ne gre šaliti, da je to ugledna inštitucija. No, resna poročila KPK je treba jemati resno. To, kar pa slišim od vas, pa že vam gre na smeh pri postavljanju vprašanja in tudi meni pri odgovoru. Kaj pa glede same privatizacije, torej nekako slišati je določene razpoke znotraj koalicije, vaše mnenje je sicer znano, pa vendar kaj menite zdaj? Tudi 2, kako ne rečem, peticije za in proti, zdaj že precej številčno izenačene. Kam nas bo zdaj pripeljala ta privatizacija? To dogajanje znotraj vladne koalicije nas seveda skrbi, zgleda zelo neresno. Vemo, da že v preteklosti so večkrat koalicije razpadale prav zaradi privatizacije. Po mnenju Nove Slovenije je potrebno dokončati to privatizacijo, nenazadnje je bil program sprejet in potem tudi kasneje nadaljevati z naslednjimi podjetji. Edino to je smiselno, torej privatizacija, medtem ko vse ostalo dogajanje znotraj vladnih strank pa je zelo neresno in obžalujemo, da vendarle vlada ne drži obljube, ne držijo tistega, kar je bilo nekajkrat potrjeno na različnih organih, tudi v parlamentu. Mislimo, da morajo v tej smeri nadaljevati, vse drugo je pa neresno. Lahko po vašem mnenju zaradi Telekoma pade tudi Cerarjeva vlada? Ja, že nekaj vlad je padlo zaradi tega, tudi to je mogoče. Lahko še enkrat se vrnemo na KPK. Pravite, da je treba te inštitucije jemati resno. Vi jemljate resno ta očitek gospodu Cerarju in notranji ministrici in pa kako komentirate odziv gospoda Cerarja? No, inštitucije zagotovo treba jemati resno. Poročilo, kot ga pa vi navajate o nekih poznanstvih, vsekakor se politiki med seboj poznamo in stranka, ki je zmagala na volitvah, nenazadnje ima pravico, da nekoga predlaga in zagotovo predlaga nekoga, ki ga pozna. Tako da, če je poročilo v tem smislu formulirano, se mi pa ne zdi ravno resno. Menite, da je povezano denimo z intenco zaustaviti privatizacijo?
Ja, zagotovo, torej privatizacija je trn v peti mnogim lobijem v ozadju, ki pritiskajo tudi na določene politične stranke, ki so z njimi povezane. Zato so takšni namigi, mislim, da upravičeni. Enako. Kaj v bistvu sem tudi predlagal, kaj bi se jim lahko povrnilo, oziroma ne vem, kje del naj bi banke krijo? Ja, mi predlagamo, da banke krijejo ta del, ki se je pojavil z zadnjim skokom. Skratka, tukaj bi mogla država skupaj z bankami najti rešitev, na kakšen način bi lahko ti kreditojemalci pretvorili svoje kredite v evre, vsaj po tistih tečajih, ki so jih imeli pred tem nenadnim skokom. In tukaj pač je treba opozoriti tudi na neko objektivno odgovornost bank, ker ljudje, ki so najeli te kredite, pač enostavno se ne spoznajo na finančne trge, ne spremljajo tečajev valut in tukaj bi banke, ki so pa bistveno bolj pač vpete v to delovanje, mogle svoje kreditojemalce pač opozoriti na te nevarnosti, ker ne nazadnje pač tale ukrep švicarske centralne banke ni bil tako nepričakovan, kot se mogoče nekaterim zdi. Tako da tukaj so špekulirale banke, ne kreditojemalci. Ja, ampak delno tudi oni, ne. Jaz nisem vzela kredita v švicarskih frankih, pa meni se tudi lahko Euribor zvišal čez 10 let. Bom tudi precej več plačala. Mislim, takrat so banke te kredite ponujale kot sila ugodne, kot da gre za vroč kostanj in ja, marsikdo je pač temu verjel in ni pomislil na nevarnosti, ki jih to prinaša, zadolževanje v tuji valuti. Mislim, tukaj dodatno bi bilo treba razmisliti tudi o tem, da bi se nasploh pač onemogočilo najemanje kredita v valuti, v kateri ne dobivaš svojega prihodka, ker mislim, če se valutna razmerja poslabšajo iz takih ali drugačnih razlogov, lahko zelo hitro pač postaneš žrtev. Lahko? Mene zanima komentar Združenja levice na osnutek KPK-ja, ki je naletel na premierja Cerarja, na notranjem ministru za Andreja Žnidar, namreč osnutek očita obema, da sta morebiti ravnala sporno pri glasovanju o Violeti Bulc kot komisarski kandidatki, ker da sta z njo politično in osebno povezana. No, Simoč je pa potem v odprtem pismu premier označil ta očitek strani KPK-ja kot absurden. Kako to vi vidite to povezavo? Oziroma, glede na to, da je pred 2 letoma gospod Cerar v zadevi Janša Janković dejal, da je zelo pomembno odločitev, da je KPK zelo pomembno pristojen organ, je zelo visoko v bistvu nekako vrednotil to poročilo, medtem ko v svojem lastnem primeru pa je dejal, da je absurden. Prav tako delimo ni vzel Alenke Bratušek, torej zavezništva v koalicijo, ker je dejal takrat, da gre za motnjo v koalicijskih pogajanjih, ker jo je preiskovala KPK. To sodbo KPK-ja moramo še preveriti, moram priznati, da sem z njo seznanjen, nisem se pa še poglobil, tako da bi se tukaj zaenkrat še vzdržal komentarja, preden se podrobno ne seznanim z njo. Ni končna, to je samo osnutek, ne? Ni to še končno poročilo. Okay, še kakšno vprašanje? Če ne, se zahvaljujem. Hvala. Deležili te tiskovne konference. Zdaj, sklicali smo jo v Združeni levici z namenom, da predstavimo našo zahtevo za sklic nujne seje odborov za finance in monetarno politiko in pa odbora za delo, družino in socialne zadeve, na katerem bomo predstavili naše predloge za odpis dolgov najrevnejšim in pa za razrešitev vprašanja švicarskih kreditov, tako imenovanih švicarskih kreditov, ki so nastali nedavno, mislim, kateri problem je nastal nedavno.
Zdaj, če grem na začetek. V Slovenijo je leta 2009 zajela finančna in ekonomska kriza, podobna kot drugje po Evropi, ki je nastala v zasebnem sektorju, po letu 2008 in 2009 pa se je z državnimi socializacijami teh dolgov prenesla v javni sektor in zdaj se države soočajo z temi velikimi javnimi dolgovi, ki so jih mogle najeti za to, da so rešile svoje finančne sisteme, banke in prezadolžena podjetja, soočajo na način, da jih skušajo odplačevati z varčevanjem. Skratka, kriza se iz finančnega sektorja, kjer je nastala, zdaj prenaša neposredno na breme državljanov, najpogosteje prav tistih najrevnejših, najšibkejših, ki so najbolj prizadeti z varčevalnimi ukrepi. Torej ljudje, ki jemljajo socialno podporo, ki so utrpeli reze v zdravstvu, v šolstvu in javnem sektorju in tako dalje. Zdaj posledice te krize v Sloveniji so grozovite. Zadnji podatki kažejo, da v Sloveniji živi že kar 291 tisoč ljudi pod pragom revščine. S svojimi dohodki se po anketnih raziskavah težko preživlja kar 22% gospodinjstev, pri čemer tista gospodinjstva, kjer je eden od staršev brezposeln, jih je kar 75% takih, ki z svojimi dohodki ne morejo shajati skozi mesec. In ob tem je še vsaka tretja enostarševska družina pod pragom revščine. Zdaj vsi ti ljudje, vsa ta gospodinjstva imajo hude težave že s čist elementarno eksistenco, se pravi s plačevanjem položnic za vodo, ogrevanje, komunalo, elektriko in tako dalje. S podobnimi težavami se srečuje ne samo Slovenija, ampak praktično vse države v Evropi, ki so izvajale politiko varčevalnih ukrepov. In nekatere so se že odzvale na to socialno katastrofo z določenimi ukrepi, ki jih bomo predlagali tudi v Združeni levici. Na teh odborih, ki jih bomo sklicali, torej na odboru za finance in monetarno politiko ter na odboru za delo, družino in socialne zadeve, bomo predlagali oziroma bomo predstavili tuje prakse razreševanja situacije najšibkejših, najrevnejših in bomo pogledali, kako so se s temi problemi spoprijeli v Makedoniji in na Islandiji, posebno pa na Hrvaškem, kjer so ravno včeraj podpisali sporazum, na podlagi katerega bodo telekomunikacijska podjetja, banke, državna podjetja in občine odpisali dolgove svojim dolžnikom v višini do 35 tisoč kun oziroma do cirka 5 tisoč evrov. V nasprotju z reševanjem bank in tajkunov, ki smo ga v Sloveniji doživljali do zdaj, tak ukrep ne terja ne zadolževanja države, ne pretiranih proračunskih izdatkov. Pomeni enostavno to, da se država dogovori z podjetji, komunalo, občinami, da v zameno za davčne olajšave nehajo terjati tiste, ki svojih položnic pač ne morejo več plačevati. In na ta način v bistvu pridobimo vsi. Po eni strani podjetja pridobijo davčne olajšave, po drugi strani država ne utrpi nikakršnih pretiranih proračunskih izdatkov, največ pa pridobijo prav najrevnejši, ker bi v bistvu s tako skromno potezo bi država lahko bistveno razbremenila finančno najbolj prizadeta gospodinjstva, ki jih je v Sloveniji, kot smo videli, kar 22% je takih, ki svoje položnice težko plačujejo. In marsikomu, ki se pač z svojimi dohodki težko preživlja iz dneva v dan, bi pač ta majhna olajšava, da bi lahko pač bil razbremenjen plačila nekaterih položnic, ki jih ne more plačati, bi lahko rešila mu golo eksistenco. To je prva stvar, ki jo bomo predlagali na odboru in v ta namen bomo predlagali, da se ustanovi posebna komisija, ki bo preučila, kako bi lahko take ukrepe izvedli tudi pri nas. Slovenija ima zdaj, pri nas je večina od teh storitev pač v javni lasti, torej komunala, elektrotehnika, tudi elektroenergetika, tudi telekom je v javni lasti, zato se lahko država v bistvu praktično dogovori z lastnimi podjetji, da delno razbremenijo
odpišejo dolgove pač tistim, ki ne morejo odplačevati položnic. Ob tem je treba poudariti še element gospodarske rasti, ker v bistvu, če bi tak ukrep izvedeli, če bi razbremenili najšibkejša gospodinjstva, bi se strani teh najšibkejših prebivalcev tudi povečala potrošnja, kar bi stimuliralo gospodarsko rast. To bo prva stvar, ki jo bomo predlagali. Druga stvar, ki jo bomo predlagali, je pa razrešitev problema kreditov v švicarskih frankih, ki je nastal nedavno in sicer zaradi odločitve švicarske centralne banke, da ne bo več vzdrževala tečaja švicarskega franka izenačenega z evrom. V Sloveniji je ta ukrep hudo prizadel na 10 tisoče kreditojemalcev, ker imamo namreč kar za 800 milijonov potrošniških kreditov naloženih v švicarskih frankih. Ti krediti so zdaj čez noč zrasli za 15%, kar z drugimi besedami pomeni, da če si še pred dobrim tednom imel kredit v vrednosti 100 tisoč evrov, se ti je čez noč povečal na 115 tisoč evrov. Oziroma, kot je včeraj dejal en gospod na Pop TV-ju, ki je pač tudi eden od žrtev pač te podražitve franka, je povedal, da je pred 8 leti najel kredit v vrednosti 250 tisoč evrov za stanovanje, zdaj po 8 letih odplačevanja kredita mu je pa ostalo še 253 tisoč evrov za odplačati. Tukaj je potrebno poudariti, da pri teh ljudeh ne gre za nikakršne špekulante ali kakorkoli že hoče javnost prikazati. Namreč gre enostavno za zavedene potrošnike, ki so pred krizo, ko so banke te kredite v švicarskih frankih ponujale kot nek blazen vroč kostanj, so pač enostavno verjeli tem bankam, ki so jim hkrati tudi obljubljale, da bodo imeli kadarkoli možnost pretvorbe kreditov iz frankov v evre za praktično 100-evrski administrativni strošek. Zdaj so pa naenkrat soočeni z situacijo, da so jim čez noč krediti se podražili za 15% in situacija se bo verjetno še zaostrovala, ker sodeč po stanju v Evropski uniji in napovedih Evropske centralne banke lahko pričakujemo, da bo se vrednost evra v prihodnjih mesecih še nižala, kar pomeni, da bodo te ljudje čedalje teže odplačevali svoje kredite in marsikdo se bo zaradi tega mogel soočiti tudi z nevarnostjo deložacije oziroma izgube strehe nad glavo. V sosednjih državah, spet bom omenil Hrvaško in pa Madžarsko, so že ukrepali. Na Madžarskem je ravno včeraj se premier Ivo Milovanović zavzel za to, da morajo banke, ker so pač namerno zavedle potrošnike in so zdaj mastno zaslužile z podražitvijo teh kreditov, del tveganj prevzeti tudi nase in podobno je banke obvezala tudi madžarska država. Mi predlagamo, da slovenska vlada ukrepa enako in da omogoči tem ljudem, da čim prej lahko pretvorijo svoje kredite na po ugodni ceni v evrske, ker če bo vrednost evra še naprej padala, se bo njim vrednost kredita v tuji valuti konstantno večala, na to pa ne bodo imeli nobenega vpliva, kar ne more pomeniti drugega kot socialne katastrofe. Skratka, v Združeni levici v ta dva namena sklicujemo odbora za finance in monetarno politiko ter odbor za delo, družine in socialne zadeve, da se prvič pogovorimo o možnostih odpisa dolgov najrevnejšim in drugič, da se pogovorimo o možnostih razrešitve problema kreditojemalcev v švicarskih frankih, ker se nam zdi, da je skrajni čas, da potem, ko je država z milijardami dokapitalizirala banke, dokapitalizira tudi ljudi, ki jih je s tem procesom osiromašila.